Kot se za tako prireditev spodobi, je tudi čas za kakšen govor, tako da na oder vabim predsednika krajevne skupnosti Konovo, gospoda Zvoneta Laha. Hvala lepa, mlajši Lah. Jaz vem, da obletnice zato so, da se spusti kakšna solza, ampak da sem se pa jaz robček že zmočil pri prvi pesmi, pa hvala lepa Štrajherji, res lepo presenečenje. Moram malo vse priti, ja. V glavnem, ja, 30 let nazaj je bilo, tak naša mat je skozi rekla, jaz bom muzikant, a ne, pa ne zna harmonike špilati, pa daj me nauči to, pa daj me nauči uno. Pol tedi 30 let nazaj smo mi začeli prepevati z oktetom Tež, začeli smo igrati z ansamblom Pika Poka, je rekla naša mat, zdaj pa za 20. Zdaj pa jaz tudi nekaj naredila. Enkrat smo imeli s folkloro, smo predstavljali Štrajherje, pač etnično skupino, to je to. Konovski Štrajherji, že kaj vedela, točno. In smo imeli, ja. In se vete, tako je bila naša mat, ne, ti si muzikant, ti nas boš to naučil. Veš, da enkrat zbobna vse v našo garažo, tako da jaz sem bil prvi učitelj, na prvih vajah je Zajec takrat igral na grable, se je z umu količo bobuči urezal, Golobov darč se je na kosi urezal, tako da, ampak so bili drug teden spet tam. Tako da sem kar ponosen, se vete, ko so 30-letnice, ne, pa pol učitelja pokličejo. Ja, on je še sam zato tam, a ne. Jaz sem pa najmlajši med vsemi še, a ne. Tako da. Drugač pa Štrajherji, verjamete, da vas skozi spremljam od vsega začetka. Tule res pozdravljam, ko vidim stare Štrajherje, vmes, ko so. Dajmo jim velik aplavz. In tek, ko se, bi rekel, skromno začelo od začetka, ste zdaj svetovna velesila. Sicer mi je Tanja nekaj rekla, kako naj jaz to rečem, staro vino, mlado vino, skratka, ta boljši vino ste že skozi. Hvala predsedniku krajevne skupnosti. Sedaj pa na oder vabim še podžupanjo mestne občine Velenje, Aleksandro Vasiljevič. Ja, dragi Konovčanke, dragi Konovčani, a se nismo en teden nazaj družili? Smo, ne, zaradi 50 let krajevne skupnosti Konovo, danes pa zaradi 30 let Konovskih Štrajherjev. Tako da še en aplavz gremo za naše Konovske Štrajherje. Ja, v uvodni pesmi ki so jo zaigrali in tudi zapeli, je bilo slišati, da ni bilo denarja za inštrumente. Ampak ne mislim, da ni bilo samo denarja za inštrumente. Jaz mislim, da so se ljudje veliko raje, to, kar je že predsednik povedal, združili, družili, povezovali in če kaj, potem pesem, ritem in pa takt daje tisto gonilno silo za to, da ohranimo te medčloveške odnose. In to je tisto, kar je tudi najpomembneje. In danes je med nami tudi Nina Mavec-Krenker, ki je tudi dobitnica priznanja, županovega priznanja. Konovski Štrajherji so dobitniki županovega priznanja. Mislim, da nam sam župan manjka, pa bila še enkrat naredili
eno slovesnost ob občinskem prazniku. Ampak zares ste lahko ponosni na svoje delo, Konovski štrajharji, predvsem zato, ker povezujete, ker se vaš glas, vaši inštrumenti slišijo daleč naokoli. Ne samo po našem Velenju, ampak tudi po vsej Sloveniji, pa tudi čez meje naše čudovite dežele. In prav je tako, pesem povezuje, pesem nas bogati in ohranjajte to v sebi vse skozi in bogatite tudi nas. Ne nazadnje to prenašate iz roda v rod in prav je tako. Lahko ste ponosni, kajti mi smo zares ponosni na vas. Jaz vam želim še obilo dobre glasbe in eno kratko sporočilo, če bi Konovski štrajhar lahko bil vsak, pravzaprav, če bi lahko Konovski štrajhar, zdaj sem pa vse zamešala. Hotela sem povedati, da ne more vsak špilati na te inštrumente, ker se je tudi naš župan preizkusil, mislim, da v Grablah, dajte me prosim popraviti, če se motim. Na lojtri se je preizkusil in ni bil glitek najbolj uspešen. Tako da, ker naj se vsak drži svojega posla in Konovski štrajharji, držite se svojih fantastičnih inštrumentov in še na mnogo uspešnih špilov. Vse dobro! Hvala za te prečudovite govore. Zdaj pa takale preditev mora biti tudi malo vesela. Bom povedal eno anekdoto, ko se je zgodila našemu štrajharju Jožetu Cerkovniku, ko je enkrat prišel 3 zjutraj, malo okajen, bomo rekli, domov, pa ga na vratih pričaka žena Mira, pa reče: "A zdajle se pride domov?" Pa reče Jožet: "Nisem domov prišel, samo po harmoniko sem prišel." Naslednji nastopajoči pa so ansambl Cerkovnik. Vodja ansambla je naš štrajhar Jože Cerkovnik, poleg njega pa v ansamblu igrajo in pojejo še Jožev brat Srečko Cerkovnik in 2 stara godbenika, klarinetist Bojan Pavlinc in basist Vlado Glazar Žmigavc po domače. Ansambl Cerkovnik je bil najbolj aktiven v 80. in 90. letih, kjer so večinoma igrali na porokah in prav prepričan sem, da so tudi kjermo izmed vas igrali na poroki. In zato pravi Jože, da če je kjer takšen, z veseljem pride zaigrati tudi na zlato poroko. Ansambl Cerkovnik.
vendar so v srcu ohranjeni. Mladost ne ve, kam vodi vse, da leto za letom mladost te očara, ki vendar se le. Ni treba, da piše kroka, pa vendar so v srcu ohranjeni. Mladost ne ve, kam vodi vse, da leto za letom mladost se očara, ki vendar se le. Kam se hiti, ko pride ta čas, izguban obraz, življenje se spremeni. Spomin na dni, pa obledi, ker leto za letom hiti in spreminja.
se oglasi. Evo, sedaj pa še čisto en govor, da ne bo vse tako gladko potekalo, da malo tudi s kakimi besedami povemo. Predsednik krajevne skupnosti, podžupanja Mestne občine Velenje sta že povedala svoje, seveda pa na oder vabim tudi predsednika kulturno-umetniškega društva Lipa Konovo Borisa Pušnika, da malo pove. Spoštovane krajanke, spoštovani krajani, spoštovani gostje, predvsem pa nocojšnji slavljenci, konovski štrajkerji. Izredno ponosen sem, da lahko danes na tem odru kot predsednik kulturno-umetniškega društva Lipa Konovo spregovorim nekaj besed in čestitam našim kolegom štrajkerjem. Danes praznuje 30. obletnico delovanja. Kulturno ustvarjanje na Konovem ima že dolgo tradicijo. Naslednje leto bomo praznovali 50. obletnico delovanja. Seveda, konovski štrajkerji imajo najdaljši staž med nami, ko delujemo tukaj na tem domu. Ustanoviteljica skupine je bila seveda gospa Justina Lah, ki je svojim entuziazmom in veseljem do glasbe povezovala krajane v skupino. Ustvarjati so začeli predvsem posebno glasbo na kmečka orodja ob spremljavi harmonike. S svojim igranjem in prepevanjem so ponesli glas kulturnega ustvarjanja na Konovem po širši Sloveniji in pa tudi v tujini. Skupina se je skozi leta spreminjala. Največ mladosti je v skupino prinesel pridruženi član Aljaž Topič, ki je štrajkerji pričel nastopati pri rosnih 5 letih. Danes je Aljaž nepogrešljiv član harmonikarske skupine na klarinetu. Skupina se je skozi leta spopadala z raznimi izzivi, s staranjem njihovih članov in nenazadnje tudi z boleznijo v skupini. Veliko ustanovnih članov je danes žal že pokojnih in verjamem, da nas spremljajo nekje za Mavrico. Lahko smo ponosni na njih in na njihovo zapuščino, ki so jo nam zapustili. Zapisali in glasbili so kar nekaj svojih skladb, ki so jih radi prepevali in igrali. Nekatere igramo še danes. Danes so konovski štrajkerji pomlajeni. Zasedbo sestavlja 6 članov, med njimi je še vedno eden in edini ustanovni član Ervin Zajc, ki še vedno prinaša v skupino veselje in dobro voljo. Skupino s svojim glasbenim talentom in znanjem uspešno vodi in uči Jože Cerkovnik. Lidija Gluh pa je nepogrešljivi vodja skupine konovskih štrajkerjev. Kot je že bilo rečeno, nastopajo na raznih prireditvah v Velenju in širši okolici. Svojo glasbo so se predstavili tudi na festivalu glasbe v Italiji. Izredno ponosni smo na priznanje župana Mestne občine Velenje Petra Dermola, ki so ga prejeli pred kratkim za svoje delo. To je vsekakor potrditev njihovega trdega dela in nenazadnje tudi kulturnega društva, ki ustvarja na kulturnem področju. To nam daje znak, da nas ljudje spremljajo in poznajo. Ob tej priložnosti želim še enkrat čestitati vsem našim slavljencem in jim želim veliko nadaljnjega ustvarjalnega in skupnega sodelovanja. Verjamem, da se bomo srečali na naslednji okrogli obletnici konovskih štrajkerjev. Iskrene čestitke. Sedaj pa na oder vabim še eno Konovčanko in to je Tanja Lončar, citrarka. Tanja Lončar je talentirana glasbenica, ki s svojim vokalom in citrami ustvarja čarobno vzdušje.
Ne glede na to, ali zapoje pesmi, kot so Ledena, Pesek in dotik, Svet je tvoj, ali pa vas popelje s priredbami hitov, kot so Alelujah, Sweet Child of Mine ali You Raise Me Up, bo zagotovo navdušila vse generacije. Njena glasbena pot se je začela že v glasbeni šoli v Velenje, ko je imela komaj 7 let in od takrat je osvajala odre širom države. Malo kdo ima takšen potencial, da lahko na tako ljudski inštrument, kot so citre, zaigra vse zvrsti glasbe. Razvaja z ogromno pozitivne energije in izjemnim glasom. Potrebno je še poudariti, da vse priredbe napiše sama. Veseli smo, da jo bomo gostili tudi pri nas. Tanja, izvoli. Rekel je poet, da bo fant, ki je prepeval le o dobrih ljudeh, lepih rečeh. Bil v ljubezni je glasnik, nosil srečo je ljudem in zanje živel, zanje je pel. Ljubi, 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 ljubi vse ljudi, slej kot prej boš ljubljen tudi ti. Ljubi, 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 glej, kako gori tvoje srce. Ljubi, 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 ogenj plameni, slej kot prej zajel bo vse ljudi. Ljubi, 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 glej, kako je lep zdaj ta naš svet. Rekel je vojak, da bo nekdo, ki njegovih pesmi ni razumel, ni hotel. On pa bil je le poet, zdaj ga ni, vendar njegova pesem živi. Pojmo jo vsi. Ljubi, 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 ljubi vse ljudi, slej kot prej boš ljubljen tudi ti. Ljubi, 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 glej, kako gori tvoje srce. Ljubi, 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 ogenj plameni, slej kot prej zajel bo vse ljudi. Ljubi, 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 glej, kako je lep zdaj ta naš svet. Ljubi, 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 glej, kako je lep zdaj ta naš svet. Še v mojem imenu, ja, res moram reči, da preko so me v zaodrju spraševali, če imam treme. Ja, imam tremo, ker to nastopam pred domačimi Konovčani in še posebno čast mi je, da lahko nastopam na rojstnem dnevu Konovskih štreherjev, katere že spremljam, odkar sem bila mičkena, ker je veliko se udejstvovala glasbeno, vokalno in tako naprej, tudi moja mami in oma, in sem velikokrat tudi z njima nastopala na tem odru. In ja, tukaj je bil tudi moj prvi samostojni koncert in danes sem srečna, da lahko nastopam na koncertu Konovskih štreherjev in da čas res tiho, tiho beži. Katera naslednja pesem je od Tanje Žagar, se strinjamo vsi in se veselim, že da čez naslednjih 30 let se srečamo pa že na 60-letnici Konovskih štreherjev. Tiho, tiho, čas beži. Kaj bi sonce brez neba, kaj bi rože brez dežja, kaj srce bi brez želja, hrebenenja upanja. Če ljubezni se predaš, več kot daješ, več imaš. A če njej strasti več ni, kakor roža oveni. Tiho, tiho, čas beži, veter solze briše mi, jaz sem tu, a tebe ni. Ti očesi brez solza, jaz ljubila za oba, zdaj živim brez pol srca. Tiho, tiho, čas beži,
posuši, a srce ne preboli. Če ljubezni se predaš, več kot daješ, več imaš. A če v njej strasti več ni, kakor roža oveni. Ko ljubezen zaboli, sneg so solze spremeni. In pomaga ti le čas, da zasije spet obraz. Tiho, tiho, čas leži, veter solze briše mi. Jaz sem tu, a tebe ni. Tiho čas, ti brez solza, jaz ljubila za oba. Zdaj živim brez pol srca. Tiho, tiho, čas beži, veter solze briše mi. Še sem tu, a tebe ni. Čas lahko ti oprosti, veter solze posuši, a srce ne preboli. Čas lahko ti oprosti, veter solze posuši, a srce ne preboli. In še zadnja skladbica, katero boste tudi zagotovo vsi poznali, ostajamo seveda pri slovenskih, Marta Zore in Le s teboj. Mislim, Kanonski Štreherji, da lahko vidite, koliko ljudi je danes z vami in vas podpira in vam želi vse dobro na vaši poti še naprej. Le s teboj. Moja misel je tvoja, moja želja se spleta v svet besed. Tvoja moja je resnica in je ena in svet. Ljubezni lačen si našel meni, jaz menoj postal drugačen, postal si moj. Le s teboj lahko se smejem, ljubim, jočem. Le s teboj sem res jaz. Le s teboj lahko živim tako, kot hočem. In s teboj obstane čas. Moja sreča je tvoja, tvoja leta so ujeta v mojo dlan. In z obema se objema nekdo, ki ni več sam. Kako te ljubim, tako zelo postal si moj. Vse, kar čutim, je le s teboj. Le s teboj lahko se smejem,
Veseli, razigrani in glasni so konovski harmonikarji, kadar skupaj zaigrajo viže narodno-zabavne glasbe. Poleg igranja na harmonike, zraven še ubrano in veselo zapojejo. Sodelujejo in nastopajo na raznih prireditvah. Na Konovem vsako leto organizirajo srečanje harmonikarskih skupin, ki bo letos 21. oktobra, tako da tudi takrat vabljeni. Sodelovali so tudi na regijskem srečanju harmonikarskih skupin, druži jih Dobra volja in glasba, kateri so predani že od leta 2006. Letos so posneli tudi svoj prvi videospot na himno narodno-zabavne glasbe Na Golici, ob ritmu dizel lokomotive Slovenskih železnic. Dediči Avsenikove glasbe so dovolili objavo in produkcijo tega spota na njihovo izbrano pesem, za kar so jim izredno hvaležni, konovski harmonikarji.
Nikoli si ne bi mislil, da je naš Franc tak sramežljiv, da je hotel grdo pobegnati. Sej te nič ne bo Franc naredila. Naslednjo nastopajočo sem pa dan že enkrat omenil. In sicer to je pevka ansambla Braneta Klavžarja, to je Romana Cofuta, ki je napisala prvo besedilo za prvo pesem, ki so Štrekerji zaigrali. Danes bo zapela s sinom Benjaminom Brzdovnikom, ki pri ansamblu Braneta Klavžarja igra tudi kitaro. Danes pa bo igral harmoniko, kot vidite. Zapela in zaigrala bosta Jesenih ti, Kje je tisto poletje in Mamina ruta. Izvolite. Jesen jih ti in dež so noč turobno pada. Odpadle liste veter pred seboj podi. Jesen jih ti kot solze slade žilne kaplje. Nikogar več ne bo, mi veter šepeta potrni. Jesen jih ti in dež so noč turobno pada. Opadle liste veter pred seboj podi. Jesen jih ti in dež svetličke slupijo vame. Ti si odšel do dni, lasica tvoja je v megli. Odprla vrata bom dežju, naj pada hladen name, naj kapljice vso noč prši, igla pozimi naj vame. Odprla vrata bom dežju, naj jo me z rokami objame, srce največ ne joče, ker si pozabil name. Jesen jih ti in dež so noč turobno pada. Odpadle liste veter pred seboj podi. Jesen jih ti in drzno kličke slupijo vame. Ti si odšel do dni, senca tvoja je v megli. Odprla vrata bom dežju, naj pada hladen name, naj kapljice vso noč prši, igla pozimi naj vame. Odprla vrata bom dežju, naj on me z rokami objame, srce največ ne joče, ker si pozabil name. Srce največ ne joče, ker si pozabil name.
ste se zbrali na praznovanju 30-letnice Štreicherjev. Jaz sem zelo vesela, da sta tudi z mojim sinom kamenček v delčku mozaika tega praznovanja. Je pa res, morda niste vedeli, danes ni naključje, da sem jaz tukaj. Ok, pustimo zdaj tisto besedilo. Što se je namreč o tem, da jaz, ko sem začela prepevati, je bil moj prvi ansambl Jožeta Cerkovnika. In z njimi sem jaz zapela svoje prve skladbe Jože, a priješ moj k nam. Evo, po toliko času bi pa spet ponovno skupaj na odru. Ampak nažalost je bilo pa premalo časa, da bi se kako skupaj naučila. Jože, jaz vam želim ogromno uspehov, veliko dobre volje, veliko lepe muzike, spoštovanja do te naše ljudske glasbe in ljudskega izročila. Mogoče boš pa še ti za mene kaj povedal. Hvala lepa. Tebi pa eno prošnjo, da še boš za nas napisala kakšno besedilo. Lahko dva. Da še vedno se spominjaš mehkih trav. Kje so tisti zlati večeri, naivni sprehodi v mraku za vasjo? Tiste so stezice zarasle, naju skupaj tam nikoli več ne bo. Tiste so stezice zarasle, naju skupaj tam nikoli več ne bo. Pridi, kot nekoč si prihajal, moj spomin ohranil jele srečne dni. Zate mi globoko v srcu večna lepo zadnja roža še cveti. Misel mnogokrat išče te v svetu, kamor si tega odšel. Vendar brez povratka kot reka, čas ne da nam več nazaj, kar nam je vzel. Reci, da ga nisi pozabil, da še vedno se spominjaš mehkih trav. Kje so tisti zlati večeri, naivni sprehodi v mraku za vasjo?
naju skupaj, tam nikoli več ne bo. Tiste so stezice zadrasle, naju skupaj, tam nikoli več ne bo. Tisto jesen, ko dež je z menoj, jokal se dolge noči. So sanje pozabe, tiho zaspale, utrujene tvoje oči. V meni sameva vsak dan in noč, v izbi več čas ne drži. Pot na klinu pa kakor udar, mamina ruda visi. Mamina ruda zdaj v kotu visi, vsa mehka kot topla dlan. Na črtah zbledeli pa kakor prej, še vedno rdeča nagelj cveti. Vse bi še dal za tisti dan, ko z njo si pokrila lase. In bi z nasmehom, tihom dejala, da drži zvočiti ne sme. Vse bi še dal za tisti večer, ko z njo si zakrila obraz. Da pred menoj bi skrila solze, ko Bog je pozabil na nas. Mamina ruda zdaj v kotu visi, vsa mehka kot topla dlan. Na črtah zbledeli pa kakor prej, še vedno rdeča nagelj cveti. Mamina ruda zdaj v kotu visi, kot senca ločuje njen čas. Še čutim toploto jesenji glas, ko dlanmi po njej kdaj drsi. Po dlanmi po njej kdaj drsi. Evo, bližamo se koncu, ampak ni še pa čist konc. Kot se za 30. obletnico spodobi, je pa tudi seveda malo nekaj o zgodovini Konovskih Štreherjev. In jaz bom kar, tudi sem si pripravil en govor ob 20-letnici Konovskih Štreherjev, ki ga je napisala naša babica, ki vem, da zdaj sigurno posluša nekje. Pa bom kar ta prebral in si jim dovolil prebrati v prvi osebi, tako da.
Minilo je že 20 let, odkar začeli smo špilati in pet. Leta 1993 sem bila izvoljena za predsednico pododbora invalidov Konovo. Ko sem sprejela to funkcijo, sem začela razmišljati, da bi ustanovila neko kmečko glasbeno zasedbo. Najprej sem sinu Zvonetu zaupala svoje misli. Ideja mu je bila zelo všeč. Nato sem po telefonu poklicala Staneta Lipnikarja, ki je igral harmoniko. Povedala sem mu svojo idejo in ga vprašala, če bi bilo to mogoče. Ja, probajmo, pa bomo videli, kako bo šlo, je rekel. Poklicala sem še ostale odbornike, takrat nas je bilo 8. Povedala sem svoje mnenje in naročila, da naj si nabavijo kmečko orodje. Malo so me začudeno gledali. Zajc Ervin Grable, Šalamon Cilka, Riflca, Sotler Franc, Čeber, Petek Anica in Golob Darko Kose, Železingar Tončka Pokrovke, Lipnikar Stanko harmoniko in jaz Klepe. Vaje smo začeli 4. oktobra v naši garaži. Naš prvi mentor je bil Lah Zvone. V garaži je nizek strop, tako da je Ervin z grablami moral vaditi zunaj. Rekel je, nisi mi naročila, naj prinesem še čelado, ko se je s palico mahnil po glavi. Tako je nastal Štrajk orkester. To so bili ustanovitelji naše muzike. Prvi naš nastop smo imeli na Konovem, silvestrovanje društva invalidov. Naslednjo leto se nam je pridružilo še nekaj novih članov. Število štrajkarjev se je povečalo. Pristopili so še Helena Bec, Stropnik Lojska, Jamnikar Zinka, Richter Cveto, Zelenik Pavla, Reska Blatnik, Pečnik Marjana, Žnidar Jože in Postatičnik Marija. Prvo video kaseto smo snemali v Šembrico pri Jelenovih. Snemal je gospod Jože Miklavc. To je bilo leta 1994. Potem nas je enkrat prišel poslušati gospod Karli Stropnik. Dejal nam je, na Konovem imamo dom, preselite se iz te garaže v dom in imejte tam vaje. Tako smo začeli z vajami v domu. Potem smo dobili gospoda Zvoneta Grebenška, ki nam je dal smernice za nadaljno delo. Razporedil je naša glasbila po tonih. Eno moje pesem in tekst je uglasbil, tako smo prišli do boljšega znanja. Začeli smo se učiti lastne skladbe in tekste. Cilka Šalamon je prinesla nekaj tekstov, odstopil je Stanko Lipnikar in prišel je Drago Bedenik. Nekaj inštrumentov se je zamenjalo. Z nastopi smo začeli po krajevni skupnosti. Nato sem prosila gospoda Dragana Martinška, da nas je sprejel v Kud Lipa Konovo. Moram priznati, da se je v poznih letih začelo odvijati novo življenje. Kar naprej smo imeli nove tekste za pesmi, učili smo se in učili. Tekste smo pisali sami, eni več, eni manj. Marjana Pečnik jih je napisala kar nekaj, potem Milena Blažič, jaz, Jože Zimšek je tudi napisal lastne tekste in nam jih podaril. Hvala mu. Vse tekste so nam harmonikarji uglasbili in jih prepevamo vse povsod po Sloveniji in v tujini. Največ jih je uglasbil Janez Blažič. Nato nam je gospod Dragan Martinšek pomagal do prve kasete. Pomagal nam je na vsakem koraku, kolikor je bilo v njegove moči. Drago Bedeniku se je pridružil harmonikar Vlado Šoštarič. Tako sta igrala v duetu. Nastopi so se zelo hitro širili. Zreška folklorna skupina nas je povabila zraven na Slovaško. 3 dni smo se potepali po Slovaški. Pričakali so nas organizatorji in folklorna skupina Šulekovo iz Hlohovca. Nastopili smo v njihovem prazniku. Leta 1998 smo praznovali 5. obletnico našega dela. Odstopil je Vlado Šoštarič, na njegovo mesto je prišel Janez Blažič. Nato smo bili povabljeni na 300. oddajo Po domače, ki je bila v Beli dvorani. Nato smo se zopet podali na Slovaško. Zato so tudi Slovaki prišli k nam in naredili čudovito predstavo. Imeli smo že svoje kasete. Začeli so se nastopi po televizijah. Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Celje in to večkrat. Na Pop TV-ju nas je našel naš Aljaž. V oddaji Raketa pod Kozolcem nas je videl in padli smo mu globoko v srce. Po naključju nas je našel in kar po prvem obisku je postal naš novi član. Bil je star dobrih 5 let. Vsi so mislili, da sem njegova babica. Po odstopu Draga Bedenika je prišel med nas Ivek Stropnik. Tako se nadaljuje muzika v duetu. Ivek je prišel januarja 2001, Aljaž pa septembra isto leto, kot tudi Orešnik Franc.
Iz štrajka orkestra smo se preimenovali v ekonomske štrajkarje. Nastopi so se širili v tujino, Nemčija, v Berlinu in Altenstadt, Avstrija, Slovaška in Hrvaška. Aljaž je odraščal med nami iz vrtca, osnovne šole in sedaj nadaljuje šole v Velenju. Rodil se je kot bodoči štrajkar in živel med starejšo populacijo. Bil je naša maskota. Pesmi se je naučil prej kot mi. S pomočjo Borisa Topiča, Aljažovega očeta in Roka Smrketa smo posneli videospot za TV Gorica. Snemali smo pri Poslatičniku, v Plešivcu na stari kmečki domačiji. Bilo je nepozabno. Imeli smo pravo veselico. Zato se družinam najlepše zahvaljujemo. Pozabila sem povedati, da smo v teh 20 letih posneli 4 kasete, 4 CD-je, po 12 komadov na vsakem CD-ju. Pri eni kaseti nam je pomagal gospod Jože Šale s svojim glasom, pri enem CD-ju pa Barbara Strotnik. Posneli smo še videokaseto z 9 videoposnetki. 20 let je dolga doba, zato prosim, da me oprostite, če sem kaj pozabila, saj sem starejša za 20 let. V 20 letih smo imeli okoli 650 nastopov. Verjamem, da se je v teh 10 letih od takrat, ko je bilo tole povedano prav na tem odru, še nabralo veliko nastopov zraven in veliko novih pesmi in vsega se je prepelo in preigralo. Sedaj pa na oder vabim vse bivše člane ekonomskih štrajkarjev, ki ste kdarkoli igrali ali peli pri ansamblu Ekonomski štrajkar, da se pridružite na odru in tudi seveda sedanje ekonomske štrajkarje za eno skupno fotografijo. Lepo prosim, da pridete vsi na oder, da bomo naredili eno spominsko fotografijo. Prosim pa tudi Mileno, da pride zraven in pa gospod Zimšek, prosim, da pride zraven, pa gospa. Ja, za eno skupno fotografijo. Silva. Tule, Milena, gor prid, tule gor prid. Tule gor boš povedala. Res en velik aplavz. Takoj, evo, da pride vsi gor, en velik aplavz res za vse. Sedanje bivše štrajkarje. Milena, izvoli. Pravzaprav mislim, da štrajkarca tu, doma pa že. Moram reči, da kadar je katera izpadla, takrat so pa rekli, Milena, prid nam pomagati, pa ste šla. In tako sem spoznala tudi seveda Aljaža, ko sem časih pa tudi prišla na kako fešto, ko smo imeli kak sendvič, da sem pomagala jesti. No, in takrat sem prinesla tudi včasih pobo kakšno čokolado, pa ker je danes tu, sem mu še danes eno prinesla. Sem prinesla pa štrajkarjem kafe, naj se ga skuhajo. Kjer je pa koh? To je vse smer. Jaz sem da malo kritična včasih, pa sem jih malo kaj pokomandirala, pa je moj bil tako hud košment. Ampak vseeno sem rekla, veš, tisti če na koncu se mora slišati. Pa to še današnjim štrajkarjem povem, če morajo zabiti na koncu. Drugače so pa super! Moram še to povedati, da pevsko so pa boljši, ko so bili oni, ta stari, Bog pomagaj. Sem je moj najbolj zamiral. Hvala lepa. Vse vam je jasno, da se Milena piše Blažič. Tako. Pejte bolj tekle, ja, da boste na sredini odra. Pejte, še malo bolj te, da se boste tekle, ja. Evo,
to so današnji slavljenci, današnji člani, bivši člani. Eni so bili člani skoraj da 30 let, eni nekaj let, eni 20 let, v glavnem. Vsi so zaslužni za to, da so danes tukaj, kjer so, in da je dvorana tekle polna, to priča o tem, da Konovski štreherji res so nekaj več. Zato en aplavz za Konovske štreherje. Evo. A imamo kakega fotografa, da bo tole sliko uvekovečil tale mene, ja. Zdaj pa imajo vzeti naši telefoni, bodo brati imajo tak širok kotek, da. Če ne pa dvakrat po 5. A vete, že lahko neham od tvoje. Zdaj se že jaz tule na poti, tako da se lahko nekaj smejeti, ja. Hvala res še enkrat bivšim članom, zdajšnjim članom, glavnem, hvala. Hvala, sedaj pa, veš da, zaključiti ne moramo drugače kot pa zaslavljenci. Štreherji si bojo nadeli svojo robotijo gor, pa bojo zaigrali in zapeli še nekaj lepih viš, tako da Konovski štreherji, 30 let res je neverjetna doba, skoraj da ni besed, ki bi lahko to opisale, tako da bom kar prepustil mikrofon, pa vse tole bom prepustil, naj glasba spregovori, da ne bom jaz dolgo vezil. Štreherji, izvolite. Nam te prišel pogledati. It's
Sej še bo, še bo. Preden na oder povabimo vse nastopajoče, pa se moramo zahvaliti, obvezni del moramo narediti, ne? Zahvaliti našim sponzorjem in donatorjem, ki so omogočili ta prečudovit večer tukaj na Konovem. Zahvala gre Mestni občini Velenje, Krajevni skupnosti Konovo, Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturno dejavnost območne izpostave Velenje, Kultipa Konovo, Društvo Invalid Konovo, Rdeč križ Konovo, ECR DO Uroš Cerkovnik, Kampotvisk DO, Ajalina DO, Vauh Roman in vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da je današnji večer uspel. Zahvaliti pa se moram seveda tudi prav vsem nastopajočim, vsem njihovim vodjem in pa seveda vam, draga publika, ker brez vas ne bi bilo nas. Sedaj pa prosim vsi nastopajoči na oder, da bomo še eno skupaj zažinkali. Naredimo vse, ko se reče za konec. Ker gor, ne straha, ker naprej, ker vsi nastopajoči gor. Vse strani, ne bo. Ker gremo. Ko bomo vsi gor, bo pa Jože pognal.